En lep pozdrav. Danes bomo govorili um, o zobeh, a ne, in težavah z zobmi. In sicer iz naših osebnih izkušenj, dolgoletnih, kar raziskujemo in kaj počnemo. In kakšni so rezultati. Tako da, ker so rezultati res pozitivni, moram se pohvaliti, da sem zdaj dobila izvid, ki je fantastičen in sem res popolnoma po krvi, po vsem zdrava, tudi počutje je absolutno dobro, tako da anemija povsem odpravljena, ne. Pa tudi zobje so zdaj dosti boljši, lasje, glejte, so ful lepi, to so moji naravni lasje, a ne, to nič si ne barvam, nič v bistvu, samo umijem, počešem in to je to, a ne. Imam pa 52 let, toliko da veste. V glavnem, parodontoza je danes tema, ker ste me prosili, da o tem pač povem. Dve ključni zadevi sta pri parodontozi, smo mi ugotovili, in sicer najprej na prvem mestu je ustna higiena in na drugem mestu je prehrana, ali pa lahko to celo je na prvem mestu oboje, bom rekla, no. Tako da eno osebo imamo, ki je imela hudo parodontozo nekaj let nazaj in smo jo odpravili. Zdaj pri meni, v bistvu jaz imam pa drug problem, kljub neki podobni prehrani, isti prehrani, je moj problem pa, da od otroštva že imam zelo krhke zobe. Lepe, pa nič se ne prijema gor, v bistvu zobni kamen, kakor je to pri parodontozi, ampak so pa krhki, zelo krhki, vendar zdaj, ko je tudi izvid v redu in vse v redu, so tudi zobje postali dosti bolj močnejši, kar čutim sama, dosti bolj zdravi, dosti bolj v redu. Torej, hrana absolutno na to vpliva. Najprej bi okrog ustne higiene, to je prva stvar. Torej, obvezno, če imate težave s krvavečimi dlesnimi, da se to ponavlja in da se vam začnejo zobje majati, je to zelo resen znak, da bojo zdaj izpadli brez bolečin in da je to huda že parodontoza in morate obvezno k zdravniku. To je prva stvar. Zobozdravnik bo očistil ali pa vas očistil zobni kamen, lahko vas tudi pošlje k ustnemu higieniku, odvisen je, kakšen je zobozdravnik, eni sami to naredijo, drugi ne, odvisen od izkušenj in vsega tega. Zdaj, če je ni zobni kamen samo na tem zgornjem delu, lahko začne že noter les pod dlesni se odmikajo, krvavijo, lahko pride celo do korenin, takrat začnejo izpadati zobje, tako da v tem primeru, če pride do tega, rabite že zobnega kirurga. Tako da zobozdravnik je tukaj obvezen, takoj dirkati k njemu, takoj. In pa hkrati morate sami delati na tem, da ohranite zobe. Zdaj, ustna higiena. Najprej zobna pasta, a ne. Zobne paste so na mojo veliko žalost vse sladke, razen tele, ki je pa ustna higieničarka priporočila, in sicer recimo Curacept, ne. Curacept ima več variant, tale je prav za krvaveče dlesni, zelo huda varianta, to ni za normalne zobe, jaz je ne uporabljam, to uporablja oseba, ki je imela parodontozo, in v bistvu ob krvavitvah pač se to uporablja, a ne. Imate eno šibkejšo, 705, to uporabljam jaz za vsak dan, lahko tudi, pa imate še eno nekje vmes, v glavnem piše gor na škatlici, katera je katera, če ne pa pokličete, pošljite mail pa vprašate prav proizvajalca, ali pa zdravnika oziroma ustnega higienika, kaj priporoča, a ne, za vas, za vaš primer, ne. Druga stvar so zobne ščetke, pa bi jaz najprej, prva stvar je tale, to je Curacept, Curaprox, kaj piše, Curaprox, evo, ultra soft, piše gor. Ta je zelo mehka, zelo v redu ščetka, moram reči, so drage, ampak
zanesljivo ok, dobre. Potem med zobmi imamo recimo, tole je luštna reč, to je tudi od istega, se pravi, Cura Prox podjetja. Ene so daljše ščetine, ena krajše, jaz imam rajši te daljše, tako da pride med zobmi. Potem recimo so takele ščetkice tanjše in debelejše med zobmi, da je odvisen, koliko imate razmika med zobmi. Tiste pač uporabite, to vam bo sigurno ustni higienik ali pa zobozdravnik lahko svetoval, kateri so za vas v redu. Piše pa gor v milimetrih, kakšni so razmiki, tako da se da tudi to. So drage, ampak na žalost jih zadnje čase zelo, zelo slabe tudi delajo zaradi materiala. Prej si lahko nekaj časa uporabljal, zdaj se to kar lomi. Sem jih malo nakurila proizvajalcem, Švicarjem. Tako da na srečo imajo tudi dosti konkurence v DM-u. Čakajte, jaz vidim, recimo, ne vem, to je iz DM-a, tako da lahko tudi takele, ne, pač meni je všeč ta smrekasta. Tudi take lahko kupite, te so bistveno cenejše, manj tudi zdržijo, ampak mogoče je za vas boljš. Tale je recimo neka super meni, ki imam eno večjo luknjo, ki imam nek umeten zobek. In je za mene perfekt tale. Pa so neki zobotrebčki recimo, ti so gumijasti, luštno se da ful lepo, v bistvu tudi zobne nitke obstajajo, pa so še neki zobotrebčki papirnati. Te imam jaz za na pot, pač imajo neko smrekico ali pa tak bolj oster del. Da ne preveč tlačiti, ker boste razmikali zobe med sabo, ne tega delati, ne tega držati v ustih non-stop, ker se vam bodo zobje razmaknili, in ne tega delati. Tako tisti, ki imajo navado zobotrebce v ustih držati ali nekaj takega, imajo potem zelo velike luknje, Tam se nabirajo pol v bistvu bakterije. Problem tega zobnega kamna, ki se nabere, je to, da so bakterije not, in potem nastane vnetje. In to vnetje se širi, in vnetje je zaradi tega zobnega kamna in pa zaradi slabe prehrane, nepravilne prehrane. Pol je še tole recimo strgalo za zob, za jezik, kjer je največ bakterij. Zdaj, če čez dan, jaz si vedno po vsakem obroku, ni važno, tudi če pijem nekaj sladkega, recimo takle njamito, in potem si absolutno takoj operem zobe. Takoj, ne čakam 15 minut, ker po 15 minutah se že bakterije začnejo nabirati, Že, je že pozno, Takoj si grem oprati zobke, In zato tudi nosim zobne ščetke in pasto s sabo, in če ne drugega, grem nekam v stranišče, pač neko center in si tam pač operem zobke, Sicer me ljudje malo tako čudno gledajo, eni bo z odobravanjem, eni tako, kot je, mislim, zobe si pereš, halo, ampak glejte, zobi so pa lepi in krasni. Dobro, toliko o higieni. Ja, obvezno pa zjutraj, ko vstanete, takoj si operite zobe, ker so bakterije, se naberejo preko noči, takoj še preden karkoli jeste, pa pijete, zaradi tega, ker da plunete ven, Potem priporočam grgranje, zdaj najprej, če imate osteoporozo, parodontozo, dajte se posvetovati če imate kakšna zdravila, karkoli, dajte vprašati najprej zdravnika, če lahko uporabljate čaj ali pa namok, se pravi v alkohol, torej tinkturo od timijana, in ker to je ful dobro za zobe, Mislim pač odpravlja bakterije, Grgrajte, splaknite in pljunite ven in si splaknite pol še z vodo, Torej, še preden zjutraj jeste, zato da ne pogoltnite dol bakterij v želodec. In zvečer, preden greste spat, obvezno, nujno, res fajn oprati zobe. Jaz jih pa vmes tudi, če jem dvakrat, trikrat vmes, ko jem, žvečam, si jih operem, obvezno. Če si jih ne, čez 2-3 ure,
ko si jih fajn operem, je že krvavitev. To pomeni, da se je že prijela bakterija na zob ali pa dlesen, oziroma tkivo, in je že problema, že nastaja pač problem. Ok, zdaj pa kar se same hrane tiče, v bistvu za zobe korenček absolutno je v redu, pol jejte mogoče zdaj, če imate probleme z zobmi, dajte bolj take tekoče zadeve, kakor je tale Njamito. Tale je špinačen, mislim, to sem odkrila, to je slovenski proizvod, fantastično vegansko, .si, pa še kje druge dobite, tudi na njihovi spletni strani, pa imate še druge okuse, je vse super stvar, tudi nisi lačen potem, ne. Recimo, izognite se vsem živalskim jedem, živalske jedi dejansko uničujejo telo, pika, ne. Bom enkrat se prav temu posvetila, rastlina proti živalim, sicer tudi rastlinska hrana, ne misli, da je, če jeste rastline, zdaj boste pa sigurno zdravi. Ne, če ne znate rastlin uporabljati, so lahko enako ali še bolj nevarne kot živalska hrana, to poudarjam. Ok, recimo, to je jogurt, Sojade je odlično podjetje, dobite v Sparu, ne vem, zakaj v Mercatorju nimajo več tega, pa pač specializirane manjše trgovince, Vegansko si in ostale trgovince imajo, v bistvu, vse sorte imajo. V kalčku sem videla celo druge okuse, kot samo jagoda, borovnica, navaden, pa ta grik, ki je dosti masten, pol imate kefirje, tudi od Sojade. Super je, ker tule noter ni nobenih sladkorjev, ne soli, nič, v bistvu so rastlinske kulture, zato da pač rastlinske kulture, da fermentirajo pač to hrano, tudi dajte kis in kvas, fermentirano hrano kupovati, jesti od kis in kvas. Vse to v bistvu boste pač, to so beljakovine, tukaj to, kar sem pokazala, so beljakovine, ki so za mišice pomembne, za mišice, za kite, za kosti, za zobe, za lase, za vse te zadeve in pa glavna hrana. To je glavna hrana, to je tofu. Zdaj, jaz ga naredim, jaz ga kupam od slovenskega podjetja v Sparu, imate Sparova znamka je, Evergreen, slovensko podjetje, v bistvu Sparova znamka piše pol na drobno Evergreen, da proizvaja, potem pa Mercatorjeva znamka isto, Evergreen proizvaja, Mercator tofu, lahko navadnega tega ali pa dimljenega, jaz navadnega vzamem. Zdaj, da je bolj prebavljiv, dajte zraven jesti recimo rastline, kakor je špinača, ne vem, solata, radič, karkoli, da je bolj prebavljiv, zraven lahko kakšno juho si naredite, juho naredite iz zelišč, lahko, date razne zelišča noter, pa zavrete in pustite 10 minut in jeste tole zraven. Jaz pa naredim tako, da koji spore kupim v fermentarnici, koji spore v bistvu in zvečer narežem na kocke, da v posodo, ne pokrijem s pokrovom, ampak s krpo, da je zračno in pač premešam in pustim, da koji spore, to so kot gobice majhne, razdrejo nekako to, pač sfermentirajo, razdrejo pač ta tofu, da je bistveno lažje prebavljiv. V hladilniku lahko stoji nekaj dni, ni problem, se počasi to dela, če je na toplem, se pa zelo hitro, tako da se v 24 urah že naredi in ne smete ga pustiti, da se pregreje, ker potem začne smrdeti. In če začne beljakovina smrdeti, je zanič, vržete pol stran. Beljakovina ne sme smrdeti in ne sme zmrzniti. Te stvari ne smejo zmrzniti in ne smejo smrdeti. Če nimate časa, naredite si v začetku tedna v nedeljo do srede, pa v sredo si naredite pol do nedelje, za pač več dni, Lahko tudi v nedeljo si naredite do petka, samo dajte v hladilnik, da pol jemljete pol počasi ven.
Tako da to je za parodontozo. Zdaj to, kar sem vam povedala, tudi pomaga pri marsikateri oziroma skoraj vseh ostalih težavah, ne? Problemih s hrano, s zdravjem in tako naprej, prebavo in tako. V glavnem, če imate težave, pa če ne veste, kako si urnik sestaviti, imamo pri nas možnost, da vam svetujemo, pomagamo, kako si sestaviti urnik prehranjevanja in pa jedilnik, ne? Kaj jesti. V bistvu zdaj pa na vas, a boste to jedli ali ne, zdaj odvisno, česa ste navajeni. Če ste navajeni določenih okusov, se boste mogli privaditi novim okusom, ni druge. Pač nutricisti obljubljajo, da boste to, kar vi jeste, s tem, da bojo vam naredili super, krasno vse, ampak in da boste lahko še naprej jedli pa bili zdravi, na žalost se to ne da. Je treba spremeniti. Jaz sem to poskusila 100-krat, milijonkrat in pri drugih ljudeh in ne gre. Moraš res spremeniti tako, kot je treba, in okus ne sme prevladati. Če hočete, da je hrana zdrava, je nevtralnega okusa, ne sme biti zelo, zelo močno, ne. Potem se na ta nevtralni okus precej navadiš in ti je to okej. In če recimo jaz pojem nekaj, kar je klasičnega, je že takoj pljunem ven, ker je meni telo to zazna kot nevarno, ne. Zato sem bila izjemno skrajno žalostna, ker so v Lidlu imeli prekrasno vegansko salamo, ki je imela ravno take sestavine, da ni glikemičnega indeksa dvigovala prehitro. So bili ravno pravi sladkorji za dobro telesno kondicijo in zato, da moj pankreas, ki zna biti zoprn, ne znori in da nimam jaz težav s sladkorjem, ne. Kaj se je dogodilo? Zamenjali so jo s polisalamo. Dali so na veganske, tisto poligreen, ki je sestavljena sicer iz grahovih beljakovin, za nič. To je ogabno po mesu. V bistvu, to je prva stvar. Druga stvar pa je sestavljena tako, tu ne more mesojedsko podjetje narediti za rastlinsko hrano pravilno, ker nimajo izkušenj, ker ne vejo kako. To je samo trend. Zdaj bom povedala o trendu. Pač v svetu, glede na to, da se z vlagateljstvom ukvarjamo, na svetu se pojavlja trend zdaj ni več trend vlaganja v farme piščancev. Ta trend je mimo, ampak se zdaj vlaga v farme insektov in se iz tega dela meso. In vlagajo tudi v veganske stvari, kot je ta polisalama green, ne, ki je narejena iz krompirja, koruze in pa graha. Iz teh sestavin je narejena, pa ugaben okus po mesu, jaz ne vem, od kje jim ta okus, kako je to možno, ampak je tako. Ni v redu, jaz ne smem koruze, ne smem krompirja, v bistvu in je samo 4% graha in je to tako sladko, da če to jaz pojem, je meni telo znori. Meni pankreas neha biti odziven na inzulin in jaz grem proti sladkorni bolezni. Tako nastane sladkorna bolezen, ne. In salamo poligreen, ne. Tako. In podobnimi izdelki. Zaradi tega jaz jem zelo malo izdelkov, ne. Bom povedala sproti, ko bom snemala te videe, ko bom imela čas, katere izdelke jem in zakaj in katerih pač ne. In tudi recimo, pač če pogledamo, tulele je deklaracija in tule zadaj piše, na primer, energijska vrednost, bla, bla, in maščobe 7%, to je malo. Potem nasičene maščobe 4% je zelo malo. Nasičenih maščob mora biti malo. Recimo ocvirki imajo nasičenih maščob 100%, olje tudi, skoraj 100%. In to povzroča holesterol, bolezni, razpadanje žil in tako, ne. Potem naprej imamo ogljikovi hidrati 13%, ogljikovih hidratov mora biti manj, da je pač hrana zdrava. Sladkorji, od tega sladkorjev 21%,
to je 4,9 grama. Zdaj, tako, če ste pisarniški mol, je pol to za vas preveč. Sladkorjev bi mogli biti bistveno manj. Če pa ste fizično aktivni, je to super hrana. Super hrana, ne? Za fizično neaktivno je preveč sladkorjev. Prehranske vlaknine, 3,9 grama, to je v redu, beljakovine, 34%, 17 gramov, to je super. Beljakovin, čim več, tem boljše. Torej, če tole pojeste, je fino iti nekaj delati. Vaje, telovadbo, iti delati fizično, recimo, primer. Isto je pač, zdaj poglejmo še tale SOJA-D, pa bomo še tole pogledali, se pravi, maščobe 2 grama, to ni prav veliko. Da vidimo, sladkorji, recimo, soli nima, sladkorje ima pa 3,8 gramov. Tudi to je kar dosti, zaradi tega, ker tale je jagoden, ne. On, ki je navaden, pa nima, ne. Dajmo pogledati, maščobe 1,5 grama, zelo malo, nasičene maščobe 0 gramov, recimo 0 gramov, super, ogljikovi hidrati 2 grama, zelo malo, sladkorji 1,9 grama, zelo malo, recimo, to je za diabetike, super, pa za tiste, ki delate pisarniško delo, ki ful veliko sedite, ali pa če ste premočni, a ne. Se pravi, tole je recimo super za tiste, ki ste presuhi, tole je super za tiste, ki ste premočni, recimo, ne, primer, ne. Beljakovine 2,8 grama, kar nekaj, in pa, kar je super, beljakovin mora imeti dosti, in to so rastlinske beljakovine, ne. In pa sol, skoraj ni, nič, ne. To je to. V bistvu, hrana mora biti pač takšna, ne, da je okej, da jo tudi potem je iztrebljanje okej, vse funkcionira v telesu okej, ni visokega pritiska, ni razbijanja srca, lahko spite normalno, spite 8 ur, brez da bi se zbujali in podobne zadeve, ne. Tako da to bomo še obravnavali. Mislim pa, da je pri parodontozi to vse, srečno, pač pri temu, in če potrebujete našo vodstvo, izkušnje in pomoč pri sestavi jedilnika, smo tukaj. Lep pozdrav, pa če se ne vidimo, vesele praznike in srečno novo leto. In zdravja, obilje, seveda. spodaj v opisu pa poglejte linke, všečkajte, lajkajte, če vam je to všeč, delite, prosim, da bojo ljudje slišali, če mislite, da je to okej, in pa lahko pridete do naše spletne strani pa naših podatkov. Lep pozdrav.